Zdravo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o spominu z neposrednim dostopom. Torej, kaj je to ta spomin, do katerega lahko dostopamo takoj oziroma direktno? Lahko se vprašate, kako deluje človeški spomin, kako je možno, da si nekatere stvari zapomnimo in zakaj nekatere stvari pozabimo. In pa zakaj se v zgodnjih letih lahko stvari zelo hitro in enostavno naučimo in dolgoročno zapomnimo, potem pa v kasnejših, starejših letih pa postaja učenje vse bolj težavno. Razvojni psihologi govorijo o tem, da v prvih letih po rojstvu, zlasti v prvih 3 letih, otrok neposredno vpija vse vtise iz svoje okolice z neverjetno hitrostjo in izjemno lahkotnostjo. Torej, otrok se v prvih letih zelo enostavno uči in zapomni številne informacije. To obdobje je ključno še posebej do 7. leta in v tem obdobju je učenje zelo preprosto in enostavno. Potem pa se začne pojavljati nek moteč dejavnik. In ta moteč dejavnik so energije, umske energije oziroma razvoj uma. Pa je energetski sistem, ki ga lahko koristno uporabljamo za to, da si v njem nekaj domišljamo, vendar pa je lahko tudi moteč v tem smislu, da nenehno terja našo pozornost in nam proizvaja misli ter čustvene reakcije, z katerimi nam sabotira proces učenja oziroma pomnjenja informacij. O spominu z neposrednim dostopom govorimo takrat, ko si neko informacijo zapomnimo na ta način, da do nje takoj lahko kadarkoli pridemo, takoj ko si to želimo, brez kakršnegakoli razmišljanja oziroma naprezanja, da bi se to informacijo spomnili. Na primer, če vas nekdo vpraša, kako vam je ime, boste najbrž lahko takoj odgovorili, brez da bi o tem morali razmišljati. Če pa vas nekdo vpraša, koliko je 36 krat 45, potem pa seveda večina ljudi mora kar močno razmisliti. In če se otrok uči z klasičnimi metodami učenja, potem zagotovo pride do zmanjšanja te sposobnosti. Izgubi to možnost, da se enostavno stvari zapomne in da enostavno informacije takoj, brez težav prikliče v spomin. In sedaj vesela novica. Spoznal sem vrhunskega strokovnjaka na področju razumevanja delovanja uma, ki je naredil izjemno inovacijo na področju učenja. Gre za inovativno učno tehnologijo, ki omogoča učenje vsakomur, ne glede na starost, z izjemno lahkoto in učinkovitostjo. Torej, za to učno tehnologijo lahko vsak človek, tako mlad kot starejši, vtisne določeno informacijo v svoj spomin in si jo takoj zapomne in potem tudi lahko kadarkoli prikliče v spomin. Seveda nekateri, ki so starejši, ki imajo to možnost takojšnjega pomnjenja in priklica v spomin že zelo ohromljeno, bodo potrebovali dalj časa delati za to učno tehnologijo, da si to učno sposobnost zopet vzpostavijo v popolni meri. Toda, če otroci
že v zgodnji dobi, že pri nekaj letih starosti, začnejo uporabljati to učno tehnologijo, potem se doseže, da to sposobnost enostavnega pomnjenja in priklica v spomin ohranijo skozi nadaljnjo starost. Skozi celotno šolsko obdobje se bodo lahko z lahkoto učili stvari, torej shranjevali informacije v spomin in si jih z lahkoto takoj priklicali v spomin. In te informacije tudi ne bodo pozabili tako hitro, kot bi jih sicer z klasičnimi načini učenja. Torej, tako odraslim ljudem, ki se želite naučiti novega znanja, katerihkoli informacij, tujih jezikov, vas vabim, da preizkusite to novo učno tehnologijo. In tudi tisti starši, ki želite svojim otrokom omogočiti najboljšo, najlažjo učno izkušnjo in jim zagotoviti, da bodo lahko ohranili vrhunski spomin v celotni dobi odraščanja, vam tudi priporočam, da izkusite to učno tehnologijo. Jaz sem prvi slovenski zastopnik za to tehnologijo in sem pooblaščen za izvajanje predstavitev. Večinoma se izvajajo na domu družin z otroci, lahko pa tudi v moji pisarni ali na drugi lokaciji po želji. Vabim vas, da me kontaktirate, da vam omogočim, da to učno tehnologijo preizkusite, da na lastne prste in za lastnimi očmi vidite, da je kaj takega dejansko možno. Najdete me na Facebooku pod ime Valentin Rozman ali na moji spletni strani valentinrozman.si. Hvala in nasvidenje!